Prehajamo na drugo točko, vprašanja in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Liste Dušana Papeža Alenke Jošnik bo odgovorila Sara Siter, na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Liste Mateja Slaperja Miheta Resnika pa bo odgovoril Tim Štritov. Najprej dajem besedi gospe Alenke Jošnik. Izvolite. Hvala za besedo. Vgradnja dvigala ali stopniškega dvigala v Lokostrelskem klubu Kamnik. Lokostrelski klub Kamnik je klub z dolgoletno tradicijo in izjemno uspešno tradicijo. Več o zgodovini samega kluba si lahko preberemo na spletni strani Lokostrelskega kluba Kamnik. Lokostrelski klub Kamnik že vsa leta dosega izjemne uspehe v vseh kategorijah. Zadnji veličasten uspeh je bronasta medalja Žive Lavrinc in Dejana Fabčiča na paraolimpijskih igrah v Parizu. Glavni prostori Lokostrelskega kluba Kamnik se nahajajo v prvem nadstropju na naslovu Cankarjeva cesta 26B v Kamniku nad kegljiščem in v neposredni bližini stadiona. Dostop do njih je omogočen izključno po zunanjih stopnicah, ki se nahajajo na severni strani stavbe. V omenjenih prostorih se nahajata notranje strelišče z razdalje 18 metrov, kar je standard za večino zimskih tekmovanj, vključno s svetovnimi pokali ter sanitarije. Živa Lavrinc je športnica, paraolimpika in je, kot vsi vemo, na invalidskem vozičku. Zaradi tega ima precejšnje težave pri dostopu do teh prostorov. Če je ob njej življenjski sopotnik, s katerim sta oba dobro usklajena pri premagovanju različnih ovir, lahko skupnim naporom dosežeta zgornje nadstropje. V njegovi odsotnosti pa Živa Lavrinc v te prostore ne more priti, zato jih ne more uporabljati. Vgradnja dvigala ali stopniškega dvigala bi bistveno pripomogla k večji dostopnosti za gibalno ovirane posameznike, ki jih zanima lokostrelstvo ali strelstvo, saj so prostori strelcev v neposredni bližini kluba. Lokostrelstvo je namreč šport, ki je primeren za zelo širok krog ljudi in zakaj bi morali biti stopnice ovira, da se nekdo resno začne ukvarjati z njim. Živa Lavrinc se je z lokostrelstvom začela ukvarjati sredi leta 2021, a le 3 leta kasneje sta z Dejanom Fabčičem s paraolimpijskih iger v Parizu prinesla bronasto medaljo. Lokostrelski klub Kamnik je že večkrat prejel priznanje Lokostrelske zveze Slovenije kot najboljši klub leta. Lani pa sta bila z Dejanom Habjanom, evropski podprvak in član Lokostrelskega kluba, razglašena za najboljša športnika leta v občini Kamnik. Tekmovanje Veronikin pokal, ki ga organizira klub, je postalo priljubljena postaja mnogih vrhunskih lokostrelcev z vsega sveta. Kljub pogosto slabemu vremenu, ki spremlja ta dogodek, število udeležencev iz leta v leto narašča. Zato predlagamo, da bi bila postavitev dvigala izjemno pomembna in smiselna investicija, saj bi omogočila še učinkovitejše in nemoteno delovanje kluba, predvsem pa enakovredno udeležbo vseh članov, zlasti v zimskih mesecih, ko streljanje na zunanjem strelišču ni izvedljivo. Hladen zrak je izziv že za stoječe, še toliko bolj pa za tiste, ki se gibljajo s pomočjo vozička. Zanima me, ali občina Kamnik ima interes za vgradnjo dvigala, ki bi bistveno pripomoglo k večji dostopnosti za gibalno ovirane posameznike v Lokostrelskem klubu Kamnik. Hvala. Hvala. Odgovor je pripravila gospa Sara Siter. Izvolite. Dela. Lep pozdrav, hvala za vprašanje. Večnamenski športni objekt, v katerem deluje tudi notranje lokostrelsko strelišče, je bil zgrajen leta 2005 in je v solastnini občine Kamnik, ki je lastnica 55% idealnega deleža, ter kegljaškega kluba Kamnik, ki je lastnik 45% idealnega deleža. V objektu delujejo 3 športni klubi, se pravi kegljaški klub Kamnik, lokostrelski klub in pa strelska družina Kamnik. Prostori kegljaškega kluba se nahajajo v pritličju objekta in so dostopni osebam z omejeno mobilnostjo. Dostop do nadstropja, kjer se nahajajo prostori namenjeni lokostrelcem in strelcem, je mogoč preko zunanjih stopnic na severni strani objekta. Občina v okviru proračunske postavke 8114 zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje objekta. V letu 2023 je bila v sodelovanju s kegljaškim klubom Kamnik izvedena postavitev sončne elektrarne, lansko leto pa je bila osvežena fasada objekta. Vse investicije občina sofinancira v višini lastniškega deleža in v soglasju s solastnikom.
V odloku v proračunu občine za tekoče leto niso predvidena dodatna finančna sredstva za večja vzdrževalna dela na omenjenem objektu. Glede celovite arhitekturne prilagoditve objekta za potrebe oseb z omejeno mobilnostjo bo občinska uprava pristopila k preveritvi ustreznih tehničnih možnosti in pridobila informativno ponudbo za morebitno izvedbo teh prilagoditev. Hvala. Hvala. Želite dodatno? Izvolite. Bi prosila tukaj, da se ne odgovarja vse drugo. Vprašanje je bilo jasno, ali se bo omogočilo gibalno oviranim dostop do zgornjih prostorov. Gospod župan, ste član Lokostrelskega kluba Kamnik in poznate razmere, tako da jaz mislim, da je to majhen strošek za tako občino, kot je Kamnik, pa velika pridobitev, poleg tega da imamo tukaj tudi Sirius in da mislim, da bi se ta sredstva morala ne, da se ne slikamo samo takrat, ko so medalje, ampak tudi takrat, ko nas nekdo potrebuje. Hvala. Hvala, v tem smislu je bil tudi pripravljen odgovor, da bomo pridobili vse ponudbe in pa pač tehnična možnost izvedbe in potem, ko bomo te dokumente imeli, bomo šli v predlog za proračun ali v rebalans ali pa v naslednje pač branje. Zdaj upam, da bo ta cena toliko majhna, da bi lahko to že letno naredili, sam če pa to ne bo možno, bomo pa mogli zagotoviti v proračunu, boste mogli zagotoviti sredstva, tako da. Hvala. Zdaj naslednje vprašanje ima gospod Miha Resnik. Izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. Pozdrav vsem sodelujočim v tej sobi in jaz sem tudi tistem, ki bojo poslušali to snemanje. Spoštovani, že stoletja Kamničani živimo ob reki, ki ni le naravna danost, temveč tudi pomemben del naše identitete, življenja in prostora. Zato je prav, da ji kot skupnost namenimo primerno skrb. Tako zaradi varnosti ljudi, kot tudi zaradi urejenosti mestnega jedra. Na začetku februarja letos se je na desnem bregu Bistrice ob Maistrevem mostu tik ob kamniški tržnici zrušil oporni zid Škarpa. Od dogodka sta minila že več kot 2 meseca, a poškodba še ni sanirana. Poleg že porušenega dela so vidne tudi razpoke v opornem zidu pod samim mostom, kar sproža skrb, da bi ob večjih padavinah lahko prišlo do poškodb nosilne konstrukcije mostu. Zato sprašujem, kdaj se bo izvedla celovita sanacija poškodovanega opornega zidu in ali bo ob tem pregledana ter po potrebi urejena tudi nosilna konstrukcija Maistrovega mostu. Obenem ponovno opozarjam na stanje obrežja Dolvoda ob avtobusni postaji. Tudi tam so oporni zidovi slabo vzdrževani, marsikje le delno obnovljeni. Sila vode jih spodjeda, breg se razmoči in grozi, da se bo ponekod vse sesulo v strugo. Posebej izpostavljam območje pri Nunskih štalah, kjer sanacija kljub opozorilu krajevne skupnosti Kamnik center že iz leta 2019 še vedno ni bila izvedena. Menim, da je nujno izvesti celovito obnovo opornega zidu od tržnice pa vse do Nunskih štal, ne zgolj delne popravke. Poleg tega predlagam, da se zaradi varnosti občanov na vrhu brežine ob desnem bregu Bistrice postavi zaščitna ograja, od tržnice pa do Mesarskega mosta, mimo parkirišča pred trgovino Špar. Gre za nevaren odsek, kjer je višina do struge pri vodovodni točki več metrov. Teren pa ni zavarovan. Padca v reko si nihče ne želi. Najmanj pa bi bilo to smelo tvegati zaradi malomarne ureditve prostora. Hvala za odgovor in verjamem, da se bo do stvari v najkrajšem času tudi uredile. Hvala. Hvala. Besedo ima Timotej Štritov. Izvolite. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, pa hvala za besedo. Torej, sanacija in vzdrževanje poškodovanih vodnih objektov, opornih zidov, brežin, vodotokov in tako dalje spadajo skladno z zakonom o vodah.
pod pristojnost Ministrstva za naravne vire in prostor oziroma Direkcijo Republike Slovenije za vode. Občina Kamnik prejete prijave poškodovanih vodnih objektov posreduje na Direkcijo Republike Slovenije za vodo. Porečje Kamniške Bistrice spada v porečje Srednje Save, na katerem državno gospodarsko javno službo na področju urejanja voda upravlja podjetje Hidrotehnik d.o.o. Občina Kamnik je pred dnevi prejela pisno sporočilo, da se projekt sanacije poškodovane desne brežine Kamniške Bistrice pri tržnici nadaljuje. Projekt pa bo predvidoma izdelan do konca maja 2025. V zvezi s tem smo tudi dobili nekako zagotovilo oziroma prvotno oceno, da kot kaže, naj sama mostna konstrukcija naj ne bi bila poškodovana oziroma ogrožena. Glede drugega dela vprašanja pa občina Kamnik bo ponovno prijavo poslabšanja stanja desne brežine Kamniške Bistrice dolvodno od Maestrovega mostu do mosta na Usnarski cesti posredovala na Direkcijo Republike Slovenije za vode, ki pokriva vzdrževanje in sanacijo priobalnih zemljišč vodotokov. Hvala. Hvala. Želite dodatno pojasnilo? Ne?